V demokratični družbi z demokratično vlado te razprave in te seje danes sploh ne bi smelo biti. Že drugič namreč ta vlada in ta koalicija poskuša izigrati ustavno zagotovljeno pravico do referenduma, do odločanja o tem, kako se bo v tej državi porabilo 780 milijonov evrov. Stvar je precej preprosta. Vlada to počne zaradi tega, ker ve, da 75% ljudi zapravljanju 780 milijonov evrov denarja za oklepnike in drugo orožje nasprotuje in nima neutemeljenih razlogov za to. 780 milijonov je, čeprav vi pravite, denar bo za vse, je v resnici denar, ki bo v zdravstvo za investicije prišel v 10 letih, za dolgotrajno oskrbo bo 780 milijonov po zdajšnjih kazalcih prišlo v 27 letih, v stanovanja pa v več kot 100 letih. In vi pravite, denar bo. Ta vlada se obnaša, kot da je denarja neomejeno, ampak Fiskalni svet opozarja, da je letos v 3 mesecih že porabila primanjkljaj, ki ga je predvidela v pol leta. In ko bo denarja zmanjkovalo, ga bo zmanjkovalo za vse. Zmanjkovalo ga bo za bolnice, zmanjkovalo ga bo za stanovanja, zmanjkovalo ga bo za dolgotrajno oskrbo, zapravljali ga pa bomo za oklepnike. In tisti, ki pravite, država mora zagotoviti varnost. Vprašajte se, kaj nas v resnici ali pa kdo nas v resnici ogroža. Mogoče pogledajte skozi okno. Baje smo zaradi podnebnih sprememb v zadnjem tednu občutili največji padec temperature do zdaj. Vse je že cvetelo, imeli smo 25 stopinj, temperatura je padla na ničlo, cvetje je pošlo. Vprašajte se, kam bo to šlo v naslednjih 10, 20, 30 letih in kako bomo v takem svetu živeli. Poglejte, če se sprašujete, kdo ogroža našo prihodnost, mogoče na nepremičninski trg. Medtem, ko so mladi že zdajle praktično vsi izgubili službe in se vračajo k staršem, so razmere na nepremičninskem trgu take in pomanjkanje stanovanj, ki jih država ne gradi že 15 let, tako, da se je našel neki junak, ki je dal na bolho stanovanje, ki ima, pazite, kopalnico, spalnico, veci in kuhinjo vse v eni sobi. Cena 340 evrov na mesec. Ali pa poglejte, če se vprašate, kaj nas ogroža med ljudstvo, in se vprašajte, zakaj takšno nezadovoljstvo in takšna razdvojenost, kot je v tej državi v 30 letih še nismo videli. To so stvari, ki nas ogrožajo. Ampak vi ustvarjate prihodnost, ko ne bo denarja za stanovanja, ko ne bo denarja za dolgotrajno oskrbo, ko ne bo denarja za zdravstvo, imeli bomo pa lepe nove oklepnike, ki za povrh vsega niti niso namenjeni vojskovanju v Sloveniji, ampak v Afganistanu. In to, kar počnete, je neustavno. Glejte, vlada se je toliko potrudila, da je spisala eno A4 stran obrazložitve, zakaj naj referendum o tem vprašanju ne bi bil dopusten. Vse, kar na tej A4 strani lahko preberemo, pa je, da je referendum nedopusten zaradi tega, ker ste nakupe orožja vtaknili v Zakon o izvajanju proračunov Republike Slovenije. V ta zakon ste jih pa vtaknili samo zato, ker je to edini zakon, o katerem izrecno govori 90. člen Ustave, da referendum o njem ni dopusten. Sekretarka z Ministrstva za finance si je vzela točno 30 sekund za to, da je obrazložila to stvar. Toliko dolga je vaša obrazložitev. Ampak, če pogledate mnenje Zakonodajno-pravne službe, boste videli, da niste nikogar pretentali. Tam na 8 straneh lepo povejo, da zakon, ki ga spreminjate, ni Zakon o izvajanju proračunov Republike Slovenije, ker je bil ta sprejet, ko sta se sprejemala proračuna konec lanskega leta in se izvaja. To, kar se danes obravnava, je potaknjenec v novelo tega zakona, ki nima nobene zveze z izvajanjem proračunov. In Zakonodajno-pravna služba lepo ponovi, da to, kar počnete, je v nasprotju s 1. členom Ustave, ki pravi, da je Slovenija demokratična država, z 2. členom Ustave, ki pravi, da je Slovenija pravna država, s 3. členom Ustave, ki pravi, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo, s 44. členom Ustave, ki ljudstvu daje pravico do soodločanja v javnih zadevah in z 90. členom Ustave, ki ureja pravico do referenduma. Vsa ta ustavna
načela boste pohodili, da si boste zagotovili možnost kupovati orožje na rovaš vsega ostalega v naslednjih 6 letih. Ampak ne skrbite, ne bomo končali danes, vidimo se na Ustavnem sodišču, ureditev, ki omogoča tako izigravanje, pa bomo spremenili. Hvala lepa.